Derbi 13. kola Prve lige Telekom Slovenije je bil odigran v športnem parku Nova Gorica. Domžalčani so gostovali pri četrtouvrščeni Gorici, ki je rumenim na lestvici bežala za 3 točke. Trener Simon Rožman je v primerjavi s tekmo proti Ankaranu storil 2 spremembi. Poškodovanega Petra Franjiča je zamenjal povratnik Andraž Kirm, ki je pogodbo podpisal vsega 2 dneva pred tekmo. Namesto Amedeja Vetricha je prednost dobil Jure Balkovec, ki je zaigral na svojem standardnem mestu, Dario Melnjak pa se je preselil na položaj levega krilnega napadalca. To je pomenilo, da se je v osrčje zvezne vrste preselil Marko Alvir. Srečanje so pred okoli 450 gledalci sredine igrišča začeli Domžalčani, ki so se hitro znašli v zaostanku. Po dolgi podaji vratarja Gregorja Sorčana in slabem posredovanju gostov pred kazenskim prostorom Domžal je do žoge prišel Kirjan Wabueze. Robustni napadalec se je utresel Zenija Husmanija in z močnim ter natančnim strelom v spodnji desni kot premagal vratarja Dejana Miliča. Domžalčani so se po zaostanku hitro odzvali. Po akciji Senijada Ibričiča in Husmanija je prvič po povratku v Domžale proti nasprotnikovim vratom sprožil Kirm, ki je zaigral na mestu desnega krilnega napadalca. Gregor Sorčan z obrambo ni imel težav. V 14. minuti nova priložnost rumenih. Matija Širok je iz avta podal do Nermina Hodžiča, ki je podaljšal do Ibričiča. Slednji je močno podal pred vrata, kjer je v zadnjem trenutku odbil branilec Miha Gregorič. 2 minuti pozneje naslednji zaključni strel slovenskih pokalnih prvakov. Melnjak je iz avta žogo vrgel do Husmanija, ki je na vrhu kazenskega prostora našel Hodžiča. Strelec 2 golov proti Ankaranu je nevarno sprožil iz obrata, a je meril za las mimo desne vratnice. V 25. minuti druga priložnost za Gorico na tekmi. Napako na svoji polovici je storil Tilen Klemenčič. Do žoge je prišel Dejan Žigon, ki je krenil proti vratom Domžal. Pravočasno se je vrnil Balkovec, ki je strel Goričana blokiral, žoga pa je končala v rokah vratarja Miliča. 3 minute pozneje je bil ponovno na delu domžalski vratar. Po strelu Janija Curka je žoga prišla do Wabuezeja. Strel Nigerica z ameriškim potnim listom je z odličnim posredovanjem zaustavil domžalski kapetan. Po dobre pol ure igre nova nevarnost pred vrati Gorice. Širok je na vrhu kazenskega prostora našel Melnjaka. Hrvat je s peto žogo namestil rojaku Alvirju, ki je močno sprožil. Vratar Sorčan je bil zanesljiv. V 36. minuti naslednja hitra akcija Domžalčanov, tokrat po levi strani. Hodžič je podal do Balkovca, ki je poslal imeniten predložek pred vrata, kjer je osamljeni Alvir s strelom z glavo premagal nemočnega Sorčana. To je bil prvi gol 23-letnega Alvirja po povratku ob Kamniško Bistrico, postal pa je že 18. strelec rumenih v letošnji sezoni, 15. v Prvi ligi Telekom Slovenije. Prvi polčas se je ob veliki premoči Domžalčanov končal z remijem 1-1. Med odmorom je strokovno vodstvo gostov izkoristilo prvo zamenjavo. Namesto Zenija Husmanija je v igro vstopil Amedej Vetrich. Prav slovenski reprezentant je prvi zapretil v drugem delu igre. V 47. minuti je sprožil z razdalje, a je bil nenatančen. V 55. minuti pa preobrat v Novi Gorici. Alvir je na levi v ogenj poslal Melnjaka, ki je lepo podaljšal do Balkovca. Belokranjec je svojo izjemno levico poslal odličen predložek pred vrata, kjer je bil osamljeni Ibričič. 32-letni zvezni igralec je z glavo mojstrsko žogo poslal v levi kot nemočnega vratarja Sorčana. Tudi po vodstvu Domžalčani niso popuščali. V 63. minuti akcija 2 reprezentantov. Vetrich je podal do Široka, ki je prodrl proti vratom Gorice. 27 metrov je močno sprožil, vratar Sorčan pa je imel ogromno težav z obrambo. V nadaljevanju akcije je po metu Široka iz avta in podaji Kirma na desni strani uspešno prodiral Hodžič. Močno je sprožil proti vratom, kjer se je z odlično obrambo izkazal Sorčan. V 68. minuti nov nevaren poizkus Domžalčanov. V hiter protinapad je krenil Vetrich, ki je prodrl vse do kazenskega prostora domačih. Tam je odlično odigral dvojno podajo s Kirmom in sprožil proti vratom. Z izjemno obrambo se je izkazal najboljši posameznik Gorice, vratar Sorčan. Sledil je kot z leve strani, Ibričič je odigral dvojno podajo z Melnjakom in poslal natančen predložek pred vrata. Tam se je odlično znašel Alvir in strelom z glavo poslal žogo v spodnji levi kot vrat Gorice.
Drugi gol Alvirja na tekmi in že 11. v rumenem dresu. Kot zanimivost dodajmo, da so Domžalčani vse 3 gole na tekmi dosegli z glavo. V 82. minuti prvi nevarnejši strel Gorice v drugem polčasu. Z leve strani je poizkušal rezervist Matija Škarabot, ki je meril mimo leve vratnice. Domžalčani so brez težav nadzorovali potek tekme. Še več, v 87. minuti so imeli lepo priložnost za povišanje vodstva. Po podaji Lovra Bizjaka je strelom 16 metrov poizkušal Ibričić. Nekdanjemu reprezentantu Bosne in Hercegovine ni uspelo še na drugi zaporedni tekmi doseči 2 gola. To je bila tudi zadnja priložnost na tekmi in Domžalčani so na 70. medsebojnem obračunu z Gorico prišli do 22. zmage. Prvo bih želio čestitati cijeloj ekipi na vrlo bitnoj pobjedi. Mislim da smo bili dominantni cijelu utakmicu, primili smo gol iz tog njihovog prvog šuta. To nas je malo potresno, ali smo dignuli glave i na kraju pobjedili utakmicu. Domžalčani bodo prvenstvo nadaljevali prihodnjo soboto, ko bodo znova odigrali derbi kola. V večernem terminu bo v športnem parku Domžale gostoval aktualni državni prvak Maribor.